Se pa še ni zgodilo, da bi na premiero novega avtomobila lahko prišel kar v copatih. Pa to ne zato, ker bi imel hotelsko sobo tamle za ovinkom, ampak zato, ker sem v bistvu doma samo kakšnih 300 metrov proč. Čakaj, sem ugasnil je štedilnik. Najbrž. Tole je zdaj čist nova, že 6. generacija Toyota RAV4. Vem, ful dobro izgleda, sploh s to opremo GR Sport in tudi ta rdeča barva ji paše. 32 let je že star model in če si zdaj poskušate v misli priklicati prvo ali pa drugo generacijo, pa ne gre, evo, pomagam. Tole je prva generacija iz leta 94. Ne vem za vas, ampak me še vedno izgleda res hudo, ker je taka nabita. Tudi druga generacija mi je v bistvu ful všeč, tretja za moj okus mogoče malo manj, četrta tudi malo manj, peta je bila pa spet zakon. Z njo smo se volanovci vozili po celem svetu in je bila vedno super. Ampak zdaj me čakajo že ključi čist nove, tako da moram odložiti to prazno šalico, pa se preobuditi, pa akcija. RAV4 je kot model poznan tako dober, da bi po eni strani lahko nadaljeval brez določenih podatkov, no po drugi strani je pa ravno zaradi tega toliko zanimiv in moram povedati še kaj več. Recimo, da so jih do zdaj prodali že več kot 2,5 milijona. Da je leta 94, ko na ceste zapeljala prva generacija, Sony na prodajne police postavil prvo generacijo svoje konzole PlayStation. Istega leta je Jeff Bezos ustanovil Amazon in jaz seveda nisem kupil njegovih delnic. No, pa leta 94 je bil prvič predstavljen standard Bluetooth. Bogato zgodovino torej RAV4 ima, je pa to tudi avtomobil, ki je meni od nekdaj všeč, to moram kar takoj priznati. S prejšnjimi generacijami smo se vozili po praktično celem svetu, celo v Gvatemali smo bili in nikoli in nikjer nas ni pustil na cedilu. Predvsem je bil pa vedno tudi prijeten in zanesljiv sopotnik. Zato že takoj vem, da mi bo v bistvu všeč tudi tale. Po dimenzijah je identičen prejšnji generaciji, čeprav mogoče zaradi teh ostrih linij izgleda malo večje. Tale tukaj ima tudi najbogatejši paket opreme GR Sport, zato ima recimo sprednjo masko povsem drugačno, lahko pogledate, kakšen izgleda tisti bolj klasičen, no predvsem je pa tukaj cela zunanjost polna dodatkov, da je potem bolj atraktiven. In v tej rdeči barvi, ja, ga res nihče ne bo zgrešil. Notranjost se mi zdi ena lepa nadgradnja prejšnje, ne pa korak v povsem novo smer. V bistvu je tako bolje, da se boste tudi lastniki prejšnje obmenjavi s tole hitro ujeli. Namesto dveh velikih vrtljivih gumbov za nastavljanje klimatske naprave tukaj spodaj sta zdaj dva velika gumba za nastavljanje pogona. No, klimatska naprava se je pa preselila v bistvu na ta del, je nekaj fizičnih stikal in pa tukaj le spodnji del zaslona ima eno tako fiksno vrstico. Skratka, klasičnih stikal je še vedno kar veliko, tudi evo, za nastavljanje radia je fin vrtljiv gumb. Notranjost se bo sicer malenkost razlikovala glede na izbrano opremo in povsod ne bo tako zelo fancy. V bistvu je RAV4 od nekdaj ena fina kombinacija prijetnih materialov in pridiha robustnosti, ker čist nobena stvar ne izgleda občutljiva. Po novem sta tukaj dve mesti za odlagati telefon, tole je celo polnilno, pa ta predal na sredini je v bistvu zanimiv, ker ga lahko odprem z obeh strani, evo, ali pa v bistvu takole obrnem, pa imam dodatno poličko. Praktičnost je skratka super, tudi prostora je veliko. Pa ta vmesnik je kompletno prenovljen, bistveno hitrejši, bolj prijeten za uporabo, bolj prilagodljiv in z bližnjico za izklop piskanja za omejitve. Bravo, Toyota! Ena od stvari, ki jih od nekdaj najbolj cenim, so pa vozne lastnosti. Ne vedno športnost v takšnem avtu, predvsem enostavnost in prijetnost, jaz temu kar rečem, da je avto nenaporen. To pomeni, da ne zahteva privajanja in da vas po 2 urah ne bo utrudil, zato ker kakšna malenkost ne štima. Ker položaj za volanom ni ok, ker krmiljenje ni ok, ker ni dovolj udobja, karkoli. Nekateri proizvajalci imajo s tem kar velikokrat težave, Toyota v bistvu nikoli. In zato je vožnja v RAV4 zelo prijetna. V takšnem GR Sport malenkost bolj čvrsta, pa v bistvu sploh ne preveč. Ampak to razložimo v testu. Tukaj lahko povem, da se je ponudba celo razširila in novi RAV4 lahko dobite s sprednjim ali pa 4-kolesnim pogonom in to kot klasičen oziroma priključni hibrid. Vse kombinacije so na voljo, včasih pa niso bile. Pri priključnem je baterija za okrog 25% večja, 22,7 kWh ima zdaj in doseg je po VLTP 137 km, okrog 100 v praksi.
Polni se bolje z 11 kW na navadni polnilnici oziroma s 50 kW na enosmeren tok oziroma polnilnici DC. Pa 2 toni lahko vleče za sabo, če ima 4-kolesni pogon. Moč motorja je pa od 136 kW oziroma 185 konjičkov, pa vse do 227 kW oziroma 309 konjičkov. In zaradi vsega tega, kar sem povedal, ne dvomim, da nas bo tudi ta nova kdaj zapeljala na kakšno prav posebno dogodivščino.